20. marec je praznik občine Jesenice. Zakaj praznujete ravno 20. marca? No, 20. marec je občinski praznik, zato ker je bilo pred 93 leti tedanji kralj razglasil tedanje Jesenice, ki so bile predtem trg, za mesto Jesenice. Jesenice so s tem dobile mestne pravice in seveda vse, kar je s tem povezano, tudi večjo prisotnost v tedanjem času orožnikov, denimo v tem okolju, prav zaradi tega, ker so bile v železarni, je bilo kar nekaj delavskih uporov, tudi štrajkov, in so rabili več podpore, torej teh organov. Zato so, če so pa hoteli pridobiti orožnike, je pa trg mogel pridobiti mestne pravice, ker šele mestne pravice so omogočile pridobitev te orožniške postaje. In zato v spomin na te dogodke oziroma na to razglasitev, seveda zdaj občina Jesenice 20. marca praznuje svoj občinski praznik. No, in v sklopu občinskega praznika so organizirane številne prireditve. Že prejšnji teden v knjižnici so predstavili novo knjigo Naše Jesenice, potem tradicionalni Jožefov sejem, pomladni tek. To je kar nekakšen uvod v toplejši del leta. Vsi vemo, da smo vsi težko čakali ta Jožefov sejem, tudi ker smo ravnokar, torej na Stari Savi. Vsi si želimo malo več druženja, tudi po teh koronavirusnih omejitvah si želimo malo sprostitve. In ja, te prireditve, tradicionalne prireditve, tukaj na Stari Savi, Jožefov sejem, pomladni tradicionalni tek je privabilo kar lepo število obiskovalcev, seveda tudi prodajalcev, suhorobo in podobnimi izdelki. In na ta način na Jesenicah ohranjamo našo tradicijo. Seveda pri tem ne manjka niti ta pomladni tek, ki je namenjen pa prav promociji rekreacije, športnemu udejstvovanju naših ljudi, in vesel sem, da se številni mladi, učenci, dijaki, da se vključujejo v te teke, da na ta način poskrbimo vsi skupaj, da je ta vstop v pomlad na Jesenicah precej pester. In 20. marca bodo podeljena tudi priznanja in ponovno je dobil naziv častni občan občine Jesenice. Res je, gospod Janez Pavel Komelj bo na jutrišnji prireditvi v gledališču Toneta Čufarja prejel naziv častnega občana. Veselim se te prireditve, ki se po 2 letih spet vrača nazaj na svoje tradicionalno mesto, torej v gledališče Toneta Čufarja. Zaradi omejitev v zadnjih 2 letih takšnih prireditev ni bilo, smo jih organizirali na drugačen, virtualen način. Tako da se tudi tega zelo veselim, seveda podelitev vseh nagrad in pa občinske prireditve, na kateri bomo se zahvalili tudi drugim zaslužnim za to, da je življenje v našem okolju, v našem mestu, v naši občini živahno. Iskrene čestitke v občinskem prazniku in hvala za pogovor. Hvala lepa tudi vam za čestitke in pa seveda tudi za povabilo.